Na samem začetku bi rad odrasle nekaj nagovoril, čeprav je utrinek za otroke. Dragi starši, dragi brati in sestre, dragi stari dedki, stare mame, ali niste veseli, da imamo toliko lepih otrok v naši sredini? To je naša prihodnost, zato je naša naloga za njih, da molimo za njih, da jih nosimo na molitvenih rokah, kajti oni so prihodnost naše cerkve. Dragi otroci, danes sem prinesel s seboj ogledalo. Se tudi vi radi gledate ogledalo? Ne? Kaj pa odrasli, se radi gledate ogledalo? Punce, ki so malo večje, se radi gledate ogledalo? Ne? Nimate še nekaj? Aha, tudi fanti se radi pogledate, ne? Če imate dobro frizuro, jaz nimam teh težav. V ogledalo se pogledamo, če imamo lepo frizuro, če imamo lep make-up, če nismo umazani. Obstaja pa še eno ogledalo. Kaj mislite, katero je to ogledalo? Sveto pismo je to drugo ogledalo. Pokaže nam, kakšno je naše srce, ali smo prijazni, ali pomagamo sošolcu, da nismo hudobni, da se ne tepemo in da ne lažemo. Veste, v Jakobovem pismu piše, da je človek, ki posluša Božjo besedo, tak, kot da bi se gledal v ogledalo. Kaj naredimo, če smo umazani in se pogledamo v ogledalo? Kaj naredimo v tem? Umiješ se. Tako je pa tudi z našim srcem. Če vidimo, da smo naredili nekaj narobe, se lahko opravičimo, lahko prosimo Boga, da nam odpusti, lahko prosimo starše in da naj naredimo nekaj dobrega v tistem dnevu. Tako da, ko boste se naslednjič pogledali v ogledalo, vedite, da Bog nas ne ljubi zaradi tega, ker smo lepi, ampak Bog nas ljubi zaradi tega, ker ljubi naša srca.